Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. V oddaji bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Etienne Velikonja. Oprosti, danes igralec in kapetan Gorice, ki pa ima za sabo zelo zanimivo in dolgo nogometno pot. Večji del te poti je potekala v tujini. Pozdravljen, Etienne, in čestitke ob rojstvu novega člana, da nam to pozablja, ne? Hvala za vabilo tudi. Pravim, da čestitam tudi ob rojstvu novega otroka. Kaj je to zdaj, tretji že, ali kaj? Hvala, tretji otrok, tako da zdaj 2 punčke in fantek. Skrbiš za nataliteto. Vse vidiš, da nimam časa niti se obriti, ponavadi sem vedno obrit, zdaj s 3 otroci niti to ni več časa, tako da. Ampak ne, super, vse je šlo tako, kot smo se želeli, tako da. Ste doma, zdravi, vse ok? Vse ok, super. Ok, dobro. Danes bomo sicer malo več v nogometu, jaz še vmes sam pozdravim vse poslušalce, ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate, Facebook, Instagram, sta tiste 2 kanala, ki poskušamo biti zelo ažurni. Normalno naše oddaje najdete na vseh podcast platformah, od Spotify, Deezerja, Google Casta, iCasta, karkoli pač je že. V glavnem na YouTubeu še enkrat, tisti, ki so vam oddaje dolge, imamo malo razdeljene poglavja, se pravi, vemo točno, v katerem delu se o čem pogovarjamo, tako da lahko mogoče kaj preskočite, kar vas ne zanima. In normalno naša spletna stran, želimo, da tudi živi, tako da tam najdete še kakšne dodatne informacije, ki so mogoče težje predstavljive v samih oddajah. Tako da, Etienne, zdaj si ponovno doma, dolgo si bil v tujini, a je v Sloveniji pol na koncu najlepši biti, ali kaj? Ja, absolutno. Normalno je, ko si toliko časa zunaj, si tudi želiš, da se vrneš v neko domače okolje, da si obkrožen z družino, s prijatelji, tako da pri nas pa itak stil življenja itak daleč najboljši. Če pa reč mi, v tujini si ti imel družino s sabo ali ste bili malo deljeni tudi? Ja, v bistvu na začetku v Cardiffu sem bil prvo leto tako, na pol sam, na pol je bila takrat žena zraven, ampak takrat je še študirala, tako da so bili pol tako, me bolj večkrat obiskala in to, pol kasneje pa je se nekako preselila tudi z mano v tujino, sem pa ves čas imel, so prišli na obisk starši, brat, prijatelji, tako da saj smo si za polni čas, poleg tega pa itak v nogometu kaj dosti prostega časa ni, če se temu posvetiš 100%, tako da. To skozi vsako oddajo se bolj ugotavlja, ne, da ko si enkrat v nogometu, da je bolj kot ne ves čas samo nogomet, pa je težko karkoli drugega. Ampak kje si ti začel? Ti si Goričan, je tudi nogometna šola, ta prvi koraki so bili v Gorici storjeni. Ja, v bistvu po mojem sem eden redkih, ki sem prav res od začetka začel v Gorici, ki so pol kasneje pač igralci, ki so kasneje tudi igrali v tujini. In ja, prav od začetka sem bil v Gorici skozi vse mlajše selekcije, tako pol do članske ekipe. Tako da, takrat ste imeli mladinsko šolo zelo močno, zdaj ste imeli malo težav v teh 2-3 letih v celem klubu, tudi člani ste za eno sezono šli v drugo ligo, pa se hitro vrnili nazaj, ampak tudi kadeti mladinci v 15 je bilo kar nekaj težav, smo imela z Admirjem Kršičem oddajo, preden so se vrnili nazaj v prvo ligo vsi skupaj, ne. Tako da dobra sezona lani za vas, vseeno upam, da letos ostanete vsi skupaj not, pa da naredite ponovno eno lepo zgodbo. Ampak te tvoji začetni koraki, ne, se ti kaj spomniš, kak je to izgledalo? Ja, v bistvu takrat je bilo malo tako po domače še, ne, prav na začetku, nekako z osnovno šolo, v 1. in 2. razredu, mislim, da sploh nismo imeli niti nekih organiziranih treningov, dobili smo se na igrišču, igrali malo na 2 gola in pol pri
mislim, da je prva selekcija takrat še bila šele v 10 in je pa takrat trener v 10 spremljal tudi naše mulce, ki smo igrali in nas je te malo boljše, nas je poklical k sebi, tako da smo začeli vseeno organizirano trenirati, ne, tako da takrat ni bilo to tako, kot se je zdaj to razvilo v te neke, v bistvu, da imaš že selekcije z V7 oziroma še predšolski, kakšni trenirajo in tako. Tako da ja, je bilo malo po domače, ampak vseeno, dosti se lahko naučiš tudi na tak način, ne, ker to je nekako neke vrste ulica in takrat smo mladost normalno preživljali ves čas zunaj. Ja, ampak vi ste večinoma v tem obdobju, v tem najmlajšem, ste igrali zunaj na ulici, niste vi hodili igrati na klub, ali ste igrali na klub, pa so vas potem tam opazili? Ja, ne, v bistvu, jaz sem do osnovne šole sem živel v Šempetru, ne, tako da smo takrat večinoma pač s prijatelji cele dneve preživljali na igrišču. Zvečer nas je mama hodila iskat, nas za uha vlekla, da smo prišli pojesti, ko je bila že tema. In pol pa, ko sem se preselil v Gorico, ko sem šel tudi v osnovno šolo, takrat se je šlo še s 7 leti, je bilo v bistvu pri 7-8 let ni bilo organizirano še to tako, ne. Klub je nekako imel prvega trenerja pri selekciji v 10. Ampak vseeno smo te mlajši, ki smo bili, smo bili non-stop na igriščih in nekako nas je ta trener, takrat je bil gospod Jurca, trener selekcije v 10, nas je par poklical k njim, tako da smo pol tako nekako začeli trenirati, ne. Šele kasneje se je pol vse to razvilo v neko spodobno nogometno šolo. Danes je največja težava je, kam na ulico iti iskat otroke, ker otroci ne igrajo več na ulici nikjer, ne. Zato sem vprašal, a ste vi to se dobivali pol kar na igriščih od kluba, ali ste se dobivali pač tam, nekje pred šolo ali za blokom ali nekje tako? Pred šolo, za blokom, tako da povsod, no. Prvi skavti so med bloki hodili, ali kaj? Ja, ne, v bistvu, kjer je bilo prosto igrišče, ker takrat nekako niti nisi prišel do, če nisi malo več znal, nisi niti prišel do tega, da si igral, oziroma če ni bila tvoja žoga, takrat si tisti, ki prinesel žogo, tisti je bil glavni, tako da tisti je ukazoval, ne. Ampak ja, je pa mislim tako, se mi zdi, da nam je dalo dosti ta mladost, da si se znajdel sam, ne, drugo pa itak, predvsem to, da si vzljubil igro, ne, ker to je najbolj pomembno, se mi zdi, za mlade, da morajo v bistvu se zaljubiti nekako v nogomet, da potem jih to tudi žene naprej, ne, ko postanejo zadeve bolj resne, težje. Kdaj pa si ti začutil, ali da se spomniš, da je ta nogomet postala malo ta večja ljubezen ali pa večja strast? Ja, saj ne vem, mislim tako zdaj, ko pomislim nazaj, mogoče, da sem se malo bolj tako začel zavedati nekje pri 10 letih. Spomnim se, sem gledal po televiziji, je bilo finale svetovnega 98 v Franciji, je igrala Brazilija, Francija. In meni je bil vedno, ko sem bil mlajši, sem ves čas Ronaldo, ne. In tako, ko pomislim, se spomnim, v tisti akciji, ko je Bertes padel na Ronalda, sem začel jokati. Tako, res sem doživljal to tako in sem upal, da mogoče, da bom en dan jaz bil tak, ko bom igral profesionalni nogomet. Je pa res, da sem se v mlajših letih ukvarjal res z veliko športi, vse, kar je normalno bilo v šoli, plus tega še pol atletika, tenis sem igral v bistvu res kar resno do 12. leta in nogomet zraven, tako da jaz sem v bistvu pol nekako v osnovni šoli je bilo tako, moje popoldan je bilo iz treninga na trening, mama prinesla torbo, zamenjala opremo, sem pojedel eno banano, popil nekaj in šel na drugi trening, tako da sem v bistvu bil v športu res od mladih nog in tako, so me nekako starši usmerili v šport in mi v bistvu ponudili vse, kar so mi lahko, no, vso podporo. Ti bi bil idealen pol za to knjigo Razpon, kjer govori, koliko je pomembna raznovrstnost v zgodnjem otroštvu, zato da potem prihajaš kasneje do vrhunstva, ko imaš zelo veliko različnih znanj. Ja, to se absolutno strinjam. Se mi zdi, da na začetku v mlajših letih nekako moraš otroku omogočiti, da proba, da se spoznaš čim več športi, pač da je fizično, da je aktiven, ne. Zdaj kasneje se pol itak se otrok sam
odloči, kaj mu všeč, vidi verjetno tudi malo po nekem talentu, koliko je dober, včasih kam grejo prijatelji, ne, se jih dosti tudi na tak način odloča. In ja, jaz sem imel to srečo, da sem res imel, da so mi starši to omogočili in me podpirali v temu, kljub temu, da ni bilo vedno enostavno. In nekako pol pri 12 letih, ko je bilo treba tudi v šoli, ne, malo bolj začeti migati, in je postalo tudi tam bolj resno, sem se nekako mogel odločiti pol, ali tenis ali nogomet, ampak pri meni je bilo v glavi vedno nogomet. Nogomet, number one, kakorkoli obrnemo, ne. Tako, ja. Ok, zdaj v tem obdobju si mi nakazal tudi, ne, da ti si že bil udeležen kot najstnik tudi evropskega pa svetovnega prvenstva, ne. Verjetno to bilo malo tako neka posebno doživetje, pa kako si ti uspel v 14 že priti na evropsko prvenstvo pol? Ja, v bistvu, Ali si bil že z 12 tam? ja, čakaj, evropsko. Je rekel, 10 si bil, 12, ja. 12 in pol, 14 oziroma 11, 13 sem december, ne. Takrat normalno. Sigurno bil tudi eden to izmed dejavnikov, da smo se verjetno takratna generacija, da smo se vsi zaljubili v nogomet, ko je Slovenija prvič šla na evropsko prvenstvo, in taki dogodki sigurno dajo en poseben pečat mladim. In v bistvu za evropsko prvenstvo je Coca-Cola takrat organizirala, zdaj jim delam reklamo, ampak ja, oni so organizirali vse te neke, ko nek fanball, v bistvu si igral v kletki 3x3 privezan na špago, poleg tega si imel pa še en gol, kjer si ciljal v bistvu, kjer si ciljal luknje in če si zadev, si lahko izpolnil prijavnico. Takrat je bilo za evropsko, se spomnim, bilo žrebanje. In ja, jaz sem imel to srečo, da sem bil žreban in sem bil med tistimi srečneži 11, ki smo šli na evropsko prvenstvo, in takrat potem pospremili tudi ekipe na prvo tekmo, Slovenija, Jugoslavija. In ja, to je bil sigurno tako en velik dogodek v moji mladosti, mogoče, ki mi je še spodbudil to željo, no, da bi pač jaz bil en dan na tistem mestu, ne, da ne bi bil samo spremljevalec. Ja, ampak tam ti nisi Slovence pelal gor na igrišče, ne? Tam si imel še en dogodek zraven. Kako to, da si ti Srbe pelal gor? Ja, ne, v bistvu je bilo tako, da vsi smo si želeli, da bi šli normalno z našo reprezentanco na igrišče, ampak bi potem mogli nositi drese Jugoslavije. Na to nismo pristali, ker normalno tudi pol kasneje smo te drese obdržali. In tako da sem šel jaz, glede na to, da sem bil najstarejši, sem šel prvi gor in sem bil spremljalec Mijatovića, če ne bi bil Darka Milaniča, ki je bil pa kasneje tudi moj trener. Ampak ja, verjetno smo si želeli biti celo mogoče zadnji, ne, da bi bili z Zahodom. Ampak ja, ne, to je res en lep spomin, tako da vrhunsko. Si bil kaj nervozen, ko si šel na igrišče gor? Ja, sigurno, ja, normalno, prvič. To si že treniral ta stres pol pred polnimi tribunami, pa tako, ali kaj? Ja, mislim, sej, itak, ko si, stadion sam te impresionira, ko vidiš te igralce, ki si jih prej videl mogoče po televiziji, takrat še vedno ni bilo tako enostavno gledati tekme, ne, kakor so mogoče danes dostopne, ampak ja, sploh slovenska reprezentanca smo vsi poznali vsakega igralca, tako da ja, je bilo res vrhunsko doživetje in škoda takrat, da naši niso zmagali, so bili pa na res dobri poti skoraj do konca. Je pa ena epska tekma, ko je ne bomo nikoli pozabili, verjetno, ne. Ampak, a si predtem bil že kdaj na kakem takem štadionu, ko je, ne vem, 40-50 tavžent ljudi, pa da doživiš že predtem zadevo? Ne, mislim, da predtem nisem bil. Normalno, okej, za Bežigradom smo pogledali kakšne tekme, ne, sploh reprezentanco. Je pa v mladosti že to, da ne vem, meni je bilo že doživeti to, ko sem prišel takrat v Gorici na stadion, recimo, in je bilo takrat res dosti več ljudi, kakor se jih danes zbere, tako da upam, da se bo to popravilo v prihodnosti. Ampak ja, sem vse te tekme tako
ful doživljal nekako, lahko rečem, malo tako emocionalno. Kako si pa pol na Japonsko prišel v tem obdobju? Ja, pol je bilo pa... Ker tudi na Japonsko si šel, ne? Ja, to je res, ja, v bistvu v Korejo, ne. Prva Ti tekma si v Španiji tam je bila bila v Koreji. Japonska, Koreja sta imela Ja. skupaj organizirano. Okay. Tako, ja. In takrat je tudi spet ta neka akcija, spet je Coca-Cola organizirala kakor nek natečaj. Lahko si izbral karkoli, si lahko naredil nek izdelek, da si ga predstavil in tako. Ja, moj izdelek je bil, v bistvu, ko sem ga poslal tam v Ljubljano, je bil zbran med, mislim, da enih 20 najboljših, od enih 200-250 otrok, so tudi to poslali. Pol smo pa v Ljubljani smo pa pisali test v bistvu od zgodovine svetovnega in slovenskega nogometa. Tako da, zato sem se učil dosti bolj kot za kakšno matematiko in geografijo. Motiv je važen. In pol smo bili pa v bistvu trije, ki smo šli takrat na svetovno prvenstvo in tam smo pa nesli zastavo na igrišče pred tekmo Slovenija-Španija. Okay. Kako so pa doma gledali na te tvoje podvige in prijave in da moraš potem na letalo in kdo te bo spremljal in tako? Ja, takrat že za Euro recimo, že za Euro je bilo tako, prvič na letalo, prvič nekam sam za več časa, ampak ne, moji, mislim, starši so me non-stop podpirali, karkoli sem želel in kar je bilo povezano normalno s športom, so mi probali omogočiti, ker takrat je bilo normalno, smo bili dokaj mladi in je bila skrb v bistvu teh organizatorjev tudi ta, oziroma so ti v bistvu starši mogli normalno dovoliti, da si šel, ampak je bila organizacija na tako visokem nivoju, da res samo kapo dol. Ni bilo pa potrebno, da bi kdo od staršev šel zraven? Ne, imel si vse, imel si od spremljevalcev, bilo je porihtano do celo varnostnikov, tako da bilo je res na top nivoju. Top nivo. Ok, se pravi, tu si verjetno se potem odločil, da želiš še enkrat nastopiti na enem velikem tekmovanju, pa nositi dres slovenske reprezentance. Ja, nekako, lih to sem razmišljal nekaj časa nazaj, da v bistvu pri 12, mislim, da pri 12 sem po enem treningu od tenisa, ko sva z mamo govorila pred tenis igrišči in mi je rekla, ja, veš, zdaj se boš pa mogel počasi odločiti, ne, toliko treningov, to ne gre tako, ne, jaz bi cele dneve bi bil non-stop aktiven in tako, in se mi iz prve streljil, pol bom pa samo nogomet igral, tako da drugo me ne zanima, ne, in mislim, da sem se tako, takrat sem imel že izrazito željo in nek cilj, da pač v nogometu res hočem uspeti, da se hočem s tem ukvarjati, tako da ja, sem bil še dokaj mlad, no, ko mi je nekako klikalo v glavi, kaj bi rad. Ampak si potem že ti začel tudi, ne vem, da je te kaj širše zanimalo, da boš ti naredil si nek načrt, da boš ti enkrat igral nek tak nogomet na tem nivoju. Se pravi, na top nivoju govorimo, da igraš ti tujino, tako kot si potem tudi odigral, ne? Ma ne, iskreno ne, takrat nisem razmišljal o tem, ne, želel sem si pač postati profesionalni nogometaš in sem v bistvu potem šel za tem, da sem poskušal biti ves čas najboljši na igrišču. To mi je bilo tako. In normalno, potem, ko pa prideš počasi kadetom, mladincem, si normalno, takrat pa moraš biti že tudi učinkovit, statistika se gleda in vse to in ja, šlo mi je dobro, tudi v bistvu sem mogoče takrat sprejel res pravo potezo, kljub temu, da ni bilo enostavno. Pri 15 sem se odločil, da bom šel v Ljubljano, v srednjo šolo, na gimnazijo Ljubljana Šiška, takrat to je bila 3. generacija nogometnega razreda. In sem šel spet s tem ciljem, da mi pač uspe v nogometu, ne. Videl sem, da tam, ko sem bil na tem informativnem dnevu, sem videl način, na katerega tam delajo in sem videl priložnost, da lahko tam res napredujem. Tako da, in to se pol tudi tako izkazalo. Ja, tam smo ugotovili, da smo se zgrešili, ne, da jaz sem ravno odšel v Celje, ne, smo tam imeli nov projekt. Ti si pa z Iztokom začel delati, ne, takrat?
Res je, ja. V bistvu je bil Iztok Kavčič ves čas z nami in kot pomočnik selektorja in kot normalno trener na šoli, tako da v bistvu je bil Iztok sigurno zelo, zelo pomemben faktor tudi na moji poti, mislim na poti mojega razvoja, ker sem v bistvu tam na Šiški sem v bistvu res naredil tako velik preskok in ja. Pa kje si ti dobil informacijo, rečemo, za to, da si se odločil, da greš v Ljubljano v srednjo šolo? Saj ne vem točno. Mislim, tle, normalno, ko hodiš po vseh teh informativnih dnevih, ne, v okolici Gorice ni bila nobena šola, ki bi ponujala nekaj dodatnega za šport, ne. In jaz sem pa ves čas imel v glavi to, da hočem narediti vse, da mi v nogometu uspe. Normalno, starši so pa bili normalno zato, da pač moram biti priden v šoli in da moram dobiti izobrazbo, tako kot je treba. Tako da nekako je v bistvu bila ta opcija skoraj edina, ki je ponujala oboje, ne. In spomnim se, šli smo na informativni dan še z neki prijatelji, soigralci, pa se recimo oni niso odločili, ne, ker jim je bilo, ne vem, nekomu ni bilo enostavno iti od doma, drugi ni bil pripravljen v bistvu podrediti cel dan temu, v bistvu nogometu, ne, od jutra do večera in jaz sem pa videl to kot idealno priložnost, sem jo zagrabil in sem vesel, da sem se tako odločil, no. Do motožja nisi nikoli imel, kaj? Ne, saj dan je bil spet dan je bil tako zapolnjen, v bistvu je bilo res na zelo visokem nivoju organizirano od jutra do večera, normalno, od prehrane do treningov, do fitnesa, do možnosti dodatnih individualnih ur v šoli. Tako da, ja, je bil pester dan, plus tega, da smo na koncu še vedno ostalo toliko energije, da smo izkoristili še za kakšno rekreacijo v telovadnici nasproti doma, tako da. Da ne bomo predolgo v nogometnem razredu, nogometni razred imamo eno posebej oddajo še iz prve sezone, po moje zelo dobro predstavljeno, kako funkcionira, tako da če koga zanima, da bomo mogoče ta del vseeno malce preskočila, pa da gremo potem naprej v ta tvoj nogometni del, se pravi z 16 reprezentancov si že takoj priključen in potem si reprezentant v tem obdobju ves čas in z 18 že podpisuješ tudi prvo profesionalno pogodbo, če imam prav informacije jaz. Ja, se ne vem, ja, 18-17 let takrat sem že... 17 si že, mislim, da imel debit tudi, ne, za člane, ne, prva liga. Ja. Kako je pa to izgledalo? Mislim, super, takrat so bile, v bistvu, to je bila kvalifikacijska tekma za Ligo prvakov proti Stavi v Gorici in ja, to, da se mi je uspelo prebiti v ekipo, ko sem pač bil mlajši, sem sanjal, da bom pač en dan, da bi lahko bil na tem mestu in da bi igral za Gorico in ja, mi je to uspelo dokaj hitro. Tako da, in je bilo v bistvu nekako tako, spet neka pomembna prelomnica, ki mi je dala nekako spoznanje, da sem sposoben, ampak da je normalno, da moram še dosti delati, ker takrat sem bil še vedno še mladinec, ne, še eno leto. Tako da, ja. Povej mi, v tem obdobju, ko ti si že potem, rečemo, konkuriral tudi za člane, se priključil članom, kako ste pa usklajevali potem tudi, rečemo, Ljubljano, ali si ti ostajal še vedno v Ljubljano do 4. letnika, si kaj prej zapustil Ljubljano? Ja, jaz sem po 3. letniku sem šel nazaj v Gorico in sem šolo opravljal po izpitih in nekako si razporedil v bistvu tudi potem v bistvu glede mature, da sem se v bistvu na maturo pripravljal celo leto, da sem vse ostale predmete opravljal v enem šolskem letu, maturo v naslednjem, tako da tudi šola mi je šla dokaj na roko. Potem sicer maturo opravljal v Novi Gorici, da se nisem rabil voziti v Ljubljano, ampak ja, je bilo v bistvu vse podrejeno nogometu, tako da. Tudi je Šiška šla na roko dosti. Ja, absolutno. Da si lahko vse izpite naredil in vse ostalo.
Zdaj, v Gorici si ti v štartu prebil pri članih 2-3 sezone in zelo hiter, takoj v drugi sezoni si ti prvi strelec lige tudi, ne. Kak je zadeva se potem kaj začela spreminjati, verjetno so menedžerji že pred tem začeli pritiskati, ne, ampak, za enega, ti si takrat bil 19-20 let star, ne, za enega 19-20 let starega fanta je psihološki napor verjetno kar pester, ne, ko začnejo se telefoni pa pritiski, pa vsi te trpljajo, pa ves čas se pričakuje, da boš na vsaki tekmi zabil vsaj enega, ne, če ne dva. Kako si ti doživljal, recimo, te zadeve? Ja, sigurno je v tem momentu sigurno pomembna normalna družina, zato da nekako pri meni so starši nekako prevzeli neko breme tega, ne, in me nekako izolirali vseh teh zgodb. In tule sem bil dokaj zaščiten, no, tako da sem se res lahko posvetil treningom in vsemu, kar pride zraven. Je pa res, da je bilo vedno osnovni cilj je bil ta, da se čim bolj razvijam, da redno igram in vedel sem, da ko bom redno igral, da lahko pokažem vse svoje kvalitete, ne. Dokaj hitro mi je uspelo sestaviti res kvalitetno sezono, kljub temu, da mogoče ta prva resna sezona v članski konkurenci ni bila enostavna, ampak sem dobil tako res dosti priložnosti s trenerjem Milaničem, potem pa je nekako eksplodiral leto kasneje pri Glihi. In takrat v bistvu, ja, zabil kar nekaj golov. Ja, če si prvi strelec, pol si jih mogel nekaj dati, ne. Ja, lahko bi še kakšen, ampak dobro, ne, tudi tako, tudi z reprezentanco postal sem 21 reprezentant, igral tam redno, bil zelo pomemben člen in potem nekako, ko prideš v ta neki film, to gre kar vse tako spontano, ne. Zdaj, te klici in to se pa nisem nikoli obremenjeval, se nekako vedno prepustil drugim, tudi klubu. Je pa res, da včasih moraš tudi sam mogoče se malček izpostaviti, ker recimo v mojem primeru se je takrat malček zakompliciralo, ne. In potem nisem uspel takrat narediti, no, tistega prestopa v Nemčijo, pol je prišla poškodba, tako da. No, saj v poškodbah še bomo tudi, ker žal si bil kar dostikrat izpostavljen, prišel v formo, pa je sledil kak padec dol, ampak za Gorico si ti vseeno še, jaz bi se še v tem delu slovenskega nogometa mogoče pogovarjal, si ti se selil v Maribor, z Mariborom bil prvak, prva sezona mogoče malo manjša minutaža, naslednjo sezono dobra minutaža, tudi odličen strelski izkupiček. Z Gorico žal nisi bil prvak, ne, si bil pa potem z Mariborom. Koliko si ti doživel, je organizacija Maribora in odnos Maribora res toliko drugačen, kot je, ne vem, v ostalih mestih po Sloveniji? Ja, mislim, Maribor sigurno je na drugem nivoju, ne. Takrat in s trenerjem Milaničem in s direktorjem Zahovičem je klub rastel iz leta v leto. Že v bistvu moje prve pol sezone, recimo, ko sem prišel, jaz sem prišel na pol sezone, ne, sem videl veliko razliko, ne, in kljub temu, da nekako sem prišel z nekim, ne vem, z neko etiketo kot najboljši strelec in kot med boljšimi igralci lige, prideš v slačilnico, kjer imaš 25 levov okrog sebe, kateri v bistvu skrbijo vsak za sebe, po eni strani, po drugi strani normalno imajo kvaliteto, ki potem izplava, ne. Ja, takrat vidiš, da v bistvu prideš v nov klub, v dosti večjo sredino, se zavedaš, da v bistvu začenjaš z nule, ne. In da je tako kot pač samo življenje, da je tudi v nogometu vsak dan borba in zato sigurno verjetno dosti fantom ni uspelo, ne. Ko so prišli isto z nekimi dobrimi sezonami v tako sredino. In jaz sem vztrajal in se mi je potem sploh drugo sezono
poklopil. Ampak ne pozabi, dej naštej nam napadalce, ki ste bili takrat v klubu noter, no. Se še spomniš, kdo so bili napadalci vsi takrat? Ja, ne, mislim, bil je Volaš, Berić, Jelić je še bil, ki je legenda kluba, ko sem prišel, ampak je potem odšel. Normalno Tavares, bil še kdo. Ja, mislim, konkurenca je bila velika, ampak tudi ne glede na to, koga imaš za konkurenco v napadu, tudi na ostalih pozicijah, recimo, fanti si želijo dati gol, fanti želijo izstopati, oni ne bojo igrali za tebe, tako kot so mogoče igrali za mene v Gorici, tako kot zdaj mi starejši, mogoče kdaj probamo odigrati in pomagati mlajšim, da se razvijajo, tako da tam je pomemben samo rezultat in izplavajo v bistvu res samo najboljši in najbolj vztrajni. Ok. Zdaj, v tem obdobju se potem ti dobiš ponudbo da greš v Anglijo. Kako je to vse skupaj izgledalo? V bistvu, mislim, govorice je bilo dosti že prej, ampak jaz nisem, že ko sem šel v Maribor, sem šel s neko misijo po tem, da se tam pač res dokažem in da napredujem, ne? Da naredim spet nek korak naprej. In bilo je zvečer, en večer me kliče direktor in mi pravi, Eti, kje si? Ja, doma, evo, odpravljam se spati, jutri trening. Mi reče, kakšen trening, pridi zdaj v pisarno, jutri letimo, greš. In tako da v bistvu se je zgodilo res na hitro. Pol sem sicer ostal še mislim, da 3 ali 4 tekme sem še odigral za Maribor oziroma pomagal ekipi, preden sem v bistvu se odpravil na otok. Povej mi, glede na to, kako si zdaj predstavil celotno zadevo, se pravi, nekdo te kliče, čez 2 dni letiš na otok, a si se karkoli uspel pozanimati, v kater klub greš, kako izgleda klub, organizacija, način življenja? Si imel koga, da ga pokličeš, da je že gor igral, pa da ti malo svetuje, na kaj biti pozoren, pa tako? Mislim, normalno, da sem takoj šel pogledati, zakaj se gre. Poznal sem trenerja, osebno sem poznal trenerja, ker me je ta trener želel pripeljati že prej v Watford, ko je bil, ko sem še bil v Gorici, ampak takrat sem se odločil, da ponudbe v Watforda ne sprejmem in da ostanem po tisti hudi poškodbi, da ostanem v Gorici in da redno igram, ker sem mislil, oziroma sem bil prepričan, da je to najbolj pomembno, da se vrnem v nek tekmovalni ritem in raje z neko vmesno postajo, tako ko sem šel pač v Maribor, da se vrnem nazaj v top formo. In vedel sem za ambicije kluba, predsednik je imel samo eno misijo in to je, da klub spravi na nivo, da bi igral v Premier ligi. In normalno, takrat je šlo tudi to za največji prestop iz slovenske lige. Tako da si pa nisem nikoli mislil, no, predtem nisem imel nikoli neke želje, recimo tako, jaz bi pa igral v Angliji, ne, sem prej razmišljal v kakšni drugi ligi, ampak ja, v življenju pride mogoče kdaj nekaj drugega, kar si ti nekako želiš oziroma tako. Kam si pa ti želel iti? Ja, glede na to, da sem takrat v bistvu, ko sem bil še v Gorici, sem bil centimetre oddaljen od Bochuma, ki je igral takrat v prvi Bundesligi, in sem imel željo iti v Nemčijo, ne. Takrat v Gorici sem bil v bistvu sam osebno že vse dogovorjen. Čakal sem samo na potrditev še obeh klubov, ki se zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso uspeli dogovoriti. In ja, sem v bistvu vedno sem rekel, ok, Nemčija, to je za mene, tam se gara, vedno sem v bistvu, nikoli mi ni bilo enostavno, vedno sem mogel z delom se dokazovati in priplavati ven. In sem rekel, mogoče je ta neka mentaliteta nemška prava zame. In zato sem nekako razmišljal, verjetno bi pa bila Nemčija najboljša izbira zame, ampak ravno Nemčije ni bilo nikjer, ne?
Ja, bila je prej, pa ni bila izvedena, ne, ampak ja, Ja. tako je. Kaj te je v Angliji najbolj presenetilo? Daj? Mislim, presenetilo. Dobro, nivo je spet, to je drugi svet, ne. Tudi glede vseh ostalih, recimo lig, se nobena ne more primerjati z angleško. Sama atmosfera na stadionih je posebna, ne. Tam so skoraj da bolj veseli kota, kakor da če nekomu spusti skozi noge. In tako, nekako doživljanje teh navijačev, vsega pritiska, medijske pokritosti, trening centrov, pogojev za trening, vseeno, v bistvu je res tako. Glede na vse ostale države, kjer sem igral, je v bistvu vse ene 2 stopnički višje. Je delovni dan potem drugačen v Angliji, rečemo, kot druge po svetu, da tako rečem, glede na to, da si še kar nekaj drugih stvari videl? Ja, v bistvu tako je poseben način, čeprav si nekako, ne vem, je delovni dan potekel tako, da si zjutraj prišel na zajtrk, potem si imel glede na individualni program, oziroma če se rabo recimo kakšnega fizioterapevta, pol si imel v fitnessu svoj program, se nekako tam že pripravil na glavni del treninga in glavni del treninga v bistvu, recimo to je bila tako, v primerjavi z drugimi državami, zanimivost, da je glavni del treninga bil mogoče dolg 45 minut, 1 uro. To je bilo res kratko, ampak ful intenzivno. In potem si spet po tem treningu kosilo in si imel spet neke individualne stvari, ne vem, joga, fitness, karkoli, videoanalize, psihologi, fizioterapevti. Pač imel si ponujen vse, tako da si nekako bil od jutra do 3-4 na trening centru in pol normalno prideš utrujen od celega dneva in domov počivati in se pripravljati na naslednji dan. Pa to pomeni, da si ti imel vsak dan že plan, kaj moraš delati, rečemo, v klubu noter, to je tvoja obveza potem bila, ali kaj, od 9, ne vem, do 3-4 popoldne. Ali je bilo to tudi tvoja želja? Mislim, ja, po kosilu je bila moja želja, ne. Po kosilu si lahko šel tudi domov. Zdaj, glede na to, da takrat nisem redno igral, sem normalno probal narediti vse, da ostanem da ostanem fit in da normalno tudi s temi dodatki, da napredujem in da se dokažem trenerju, ne. Tako da, ja, je pa glede te, recimo, ne vem, pred treningom priprava na trening, vse to, normalno, oni so te celega preslikali, z določenimi vajami videli, kje imaš mogoče kakšne pomanjkljivosti in so ti program pripravili posebej za tebe, ne. Ja, glede na v bistvu tvoje telo, glede na tvoje pomanjkljivosti, tvoje prednosti, na tvoj način igranja, si v bistvu dobil program in si delal to individualno skupaj s trenerji. Zdaj si ti rabil, ne vem, moč, eksplozivnost, hitrost, elastičnost, karkoli in nekako si imel v bistvu bil zelo individualen pristop, ne. Glavni del treninga je pa bil pol z ekipo na igrišču 45 minut, 1 urico. Ampak to pomeni, da glavni del, ko govoriš 45 minut, 1 uro, si ti prišel že ogret. Seveda, Niste ja, imeli ja. pač skupnega ogrevanja, ne? Nisi imel skupnega ogrevanja. Prišel si, naredil mogoče hitre noge, par šprintov in takoj na vse v bistvu, kar je trener pripravil za ekipo. Zelo malo taktike, ampak razen pač dan pred tekmo, te prekinitve in tako. Zelo dosti teh iger, mogoče, ne vem, 1-1, 2-2, 3-3, teh nekih situacij na terenu, tako da v bistvu bil res teh 45 minut je bilo zelo intenzivnih in v bistvu bolj naporno, kakor če bi v primeru zdaj, recimo, kot v nekaterih klubih lahko treniraš 2 uri, pa se ne bi spotil, ne. Ja. Prišel kar mrtev s treninga. Zdaj, vprašanje imam, ko si prihajal gor, so ti oni povedali, ne vem, tu pa tu imaš deficit, tu boš moral nekaj narediti, tu je, ne vem, imaš preveč, boš mogel nekaj narediti, da bo manj. So te že tudi na tak način v trenutku, ko si gor prišel in so ti pripravili, ne vem, v roku pol leta bomo mi prišli na to pa to točko in bomo potem to bo okej. Ja, v bistvu mene so nekako probali malo spremeniti v tem smislu,
da bi čim bolj pridobil na mišični masi. S tem, da sem posledično, sam sem imel tak občutek, da sem pridobil na mišični masi, sploh v zgornjem delu, ampak sem s tem postal tudi počasnejši, ne. In meni osebno to ni glih najbolj ustrezalo. Je pa res, da se pač okej, se dosti stvari naučiš o sebi, o svojem telesu in o nekem profesionalizmu, tako da sigurno je bilo dosti res pozitivnih točk tudi tam, kljub nerednemu igranju, ne. Zdaj, jaz bi se v tem delu pač pogovarjal, ko si rekel, neigranju na eni strani, pa imel si eno serijo težjih poškodb, daj nam naštej tiste težje poškodbe, tako, pa malo nam jih daj v leta noter približno, ker jih je bilo kar nekaj, ne, koleno si 2-krat operiral ali 3-krat, roke si imel polomljene, ni bilo. Ja, prva resna poškodba je bila pri mladincih, v bistvu, ko sem si zlomil podlaht, obe kosti 2-krat. To si na rolerjih padel, ali kaj? Ne, na tekmi sem zabil s škarjicami za 3-2 in pri pristanku mi je golman stopil na roko, tako da. Ja, in pol, ko nisem niti nekako čutil, pol, ko sem se pa hotel veseliti in sem probal vstati, pogledam v roko, vidim, vse visi kontra, tako da takrat je bila mogoče prva taka večja poškodba, pol pa normalno, itak to koleno v Gorici. Kaj si ti v koleno poškodoval? Kako? Ti si imel križne, strgane? Ja, sprednje križne in notranjo vez takrat. Tako da je bilo nekako, takrat je bilo rečeno 9 mesecev, meni normalno, sem imel izjemno veliko motivacijo, da bi se takrat vrnil, da bi bil fit in da bi bil pripravljen za svetovno prvenstvo, glede na to, da sem igral tudi v kvalifikacijah in sem pred tem bil v res dobri formi, ampak sem mogoče bil za kakšen mesec prekratek. Sem se pa vrnil v bistvu na treninge po 4 mesecih, na tekmo, uradno tekmo že po 6. Tako da je potekalo brez zapletov, sem imel srečo in poleg tega tudi srečo v tem, da sem imel super doktorja in vse fizioterapevte, ko so pol skrbeli za vračanje na igrišče, tako da se jim lahko samo zahvalim, da sem prišel tako hitro nazaj. Potem nisem imel koliko, enih 8-9 let, se ne vem, nisem imel nobenega problema z neko večjo poškodbo, tudi koleno po tisti prvi poškodbi in rehabilitaciji je bilo, kot da ne bi nikoli bilo poškodovano, se naučiš oziroma se navadiš na mogoče to, da ni več tako gibljivo v neke ekstreme, ampak nisem imel nobenih problemov. In pol spet, ko sem se takrat prvič, ko sem šel na Nizozemsko in začel res super sezono, in mi je pa potem proti AZ-ju spet obrnilo v nekem manjšem duelu in tako da ja. Pa si to isto koleno potem poškodoval? Isto. In še ena operacija? Še ena operacija, zdaj v tretje sem se pa odločil, da tretje sem spet v bistvu, zdaj igram že nekaj časa brez sprednje križne vezi, ampak funkcionira, tako da sem se odločil, da ne bom operiral. Če ne bo potrebe, ampak to sem rekel, bom videl, ko bom hotel spet smučati v karieri takrat, če bom rabil. Takrat boš pol videl, če bo držalo, ali ne? Ja, takrat pol ne rabim za kakšno. Kaj to pomeni pol, da za muskulaturo zdaj vzdržuješ, da je toliko močna, da je koleno stabilno, ali kaj? Ja, mislim, koleno je super, no, tako. Normalno, da nikoli ni boljše igrati s križnimi vezmi, kakor brez. Ampak ja, moram pa dosti delati, ja. Moram ves čas delati na temu, da v bistvu mišice prevzamejo vse te pritiske in da je koleno okej. Okej. Zdaj, v tem delu bi te samo to vprašal, kako si ti kako si rekel, ne, motiviran, vrnil se bom boljši, ne vem, tako v tem stilu, ampak ko se ti zgodi poškodba, ne, ali pa ne vem, neigranje, ker zame po moje dosti podobno, ne, po 4., 5. tekmi, ko si na klopi, ne, se tako naseli neki vate v glavo, v telo, ko začneš se spraševati milijon stvari, ne.
Kaj se s tabo takrat dogaja? Ali pa se je dogajalo, no, po zdaj? Ja, v bistvu, mislim, nobena poškodba ni, recimo, sigurno ni enostavno. Je pa mogoče lažje, tako, za glavo, kakor pa, ko ne igraš, ne, zaradi drugih razlogov. In zdaj, ko sem, v bistvu, nisem imel nikoli problema z motivacijo, ko sem se poškodoval, sem imel svoj fokus, šel sem iz dneva v dan, ampak veš, da v bistvu sam lahko narediš vse, ampak da rabiš določen čas, ne. Zdaj, ko pa ne igraš, normalno, da poskušaš dodatno trenirati, se mečeš na glavo na treningu in najtežje je pa potem, ko vidiš, da v bistvu vse to nič ne spremeni, ne. Recimo takrat, jaz mislim, da so bili razlogi nenogometni, oziroma sem prepričan. Govoriš za Cardiff. Za Cardiff takrat na začetku, ker so potem prihajale takšne in drugačne zgodbe, okej, jaz poznam resnico, ampak je boljše zadržati za sebe. In takrat mi je bilo najbolj hudo, no. Takrat se spomnim, je bil en trenutek, ko sem v bistvu tako, se začneš, ne da sem začel dvomiti v sebe, ampak spomnim se, klical sem domov in sem rekel, jaz ne bom več igral nogometa, mislim, tako, je bilo že res na neki meji mogoče neke depresije, ker vidiš, da v bistvu karkoli narediš, ne pomaga, ne. Tako da takrat je bil v bistvu mogoče moj najtežji trenutek, skoraj da težji kakor vse te poškodbe. Niso bile enostavne, ne. Pri poškodbi imaš vse načrt, ne, veš, kdaj se boš vrnil, kdaj boš lahko začel, ne. Ja, Tu je pa ves čas, ti vlagaš in imaš težavo. Ampak potem si ti vseeno se nekje dogovoril s Cardiffa in si šel ti na Portugalsko, ne? Ja, tisto je bilo na hitro v bistvu narejeno. Normalno sem iskal izhode, na kakšen način, vedel sem, da moram menjati okolje, ker se v tistem okolju nisem počutil dobro in je vplivalo, mislim tako, na mene osebno je zelo takrat negativno vplivalo in vedel sem, da pač moram to zamenjati. In pokazala se je ta priložnost, kljub temu, da je bilo konec prestopnega roka, da je na Portugalskem liga trajala samo še 3 mesece, da je bilo zelo malo tekem, ampak sem izkoristil priložnost, šel tja in odigral teh, mislim, 7-8 tekem. Zdaj normalno, želel sem si, da bi bilo statistično, da bi bilo boljše, ampak po drugi strani sem pa bil zadovoljen, da sem dobil v bistvu spet te neke minute in tudi nek dokaz za sebe, da sem sposoben igrati. Potem pa kasneje sem pa v bistvu naredil res super potezo, ko sem se odločil iti v Belgijo, ne. Tako da tam sem nekako prišel nazaj spet k sebi, pa tudi tam ni bilo kar nekaj problemov, ampak sem jaz odigral kvalitetno in zabijal. Tam v Belgiji si ti bil celo prvi strelec tudi, ne, tiste druge lige, ne? Ja, prvo sezono ki je bilo, prve pol leta je bil, na začetku je bil Stojanović trener, ne, z njegovim staffom, s tem, da on se je hitro odločil iti takrat, in je prišel Francoz, ki se je odločil, da on bo pa šel samo še z igralci iz te akademije od predsednika igrati naprej. In spet ni bilo enostavno, ampak okej, sem si izboril in igral v prvi ligi takrat res dobro, zabil nekaj golov, ampak smo pol na koncu na žalost bili v situaciji, ko smo izpadli. In zato sem se potem vseeno to tudi drugo sezono odločil, da grem spet v okolje, v katerem sem se počutil dobro in ne glede na to, da se je izpadlo, sem šel tja, da sem se stavil celo sezono dobro in se nekako vrnil, predvsem psihično, bolj kot fizično, ne. In tista druga sezona je bila res, 26 golov, tako da je bilo res dobro, no. Si zabil, ja. Dej, tu prvo, da povem, da prvi polčas smo že odigrala, ne. Ta del, rečemo, prehod iz ene države v drugo, v tretjo, zdaj ti si na koncu potem, ko gledamo vso kariero, igral, se pravi, Anglija, Portugalska, Belgija, Nizozemska, Danska, sem še kaj pozabil? Ne, Turčija, Danska ne. Turčija, pardon. Koliko si se ti, rečemo, pripravljal ko si prehajal iz ene kulture v drugo kulturo?
Ma ne, to meni osebno ni bil nikoli problem glede tega, ne. Saj šel sem tja igrati nogomet. Pa dobro, sam prideš v Turčijo, ne vem, je povsem neka druga kultura, ko prideš na Nizozemsko. Ja, okej, normalno, Belgija, Nizozemska mi je mogoče najbolj odgovarjalo, je isto zelo organizirano, mentaliteta ljudi je to, kar mi ustreza. Način življenja je bil, mislim, bilo super, in sem nogometno v bistvu bil dober, ne. Zdaj sigurno se razlikuje s Turčijo, ne, Turčija je pač, je malo bolj cirkus, država, ne. Ampak ja, imaš pa tudi normalno tam dosti klubov, ki so na visokem nivoju. Je pa, mislim, z resnostjo se ne more primerjati, ne. Kvaliteto sigurno imajo, ampak te veliki klubi so normalno super, ostalo je pa tako, no, je malo po domače. Pa kako si se pa sporazumeval potem, rečemo, ne vem, zdaj Anglija itak, vemo, ne, to ni problem, ampak na Portugalskem, kaj si ti učil jezika potem, ali kaj? Na Portugalskem res malo jih govori angleško. Sicer okej, trener je bil Nuno Espirito Santo, je govoril vrhunsko angleško, par soigralcev je govorilo tudi super angleško. Jaz sem bil primoran naučiti par besed in tako, tako da malo z rokami, malo besedami, kar se naučiš. Tako da ja, način življenja mogoče to, da so imeli res pozno večerjo, verjetno tako kot v Španiji, podobno. To je bilo mogoče neka taka tako razlika, ampak ni. Ti, ko se posvetiš nogometu, v bistvu imaš nek svoj urnik, svoj plan, tako da te nekako, to so v bistvu vse neki dejavniki, ki jih mogoče opaziš tako, da greš kot turist, ne, da si pa noter v svojem filmu, nogometnem filmu, je stvar sigurno drugačna, ne glede na kulturo in značilnosti držav. Ampak rečemo ti, zdaj na Nizozemskem pa v Belgiji si pa preživel, kaj, skoraj 6 let si bil gor, ne? Skupaj. Ja, kar sem bil še pol na Nizozemskem, ja. Kako si pa ti gor govoril? Kako ste se pa gor sporazumevali? Ja, v Belgiji je ta del flamski, kjer sem bil jaz, Lier je v bistvu 15 minut oddaljen od Antwerpna. Tako da naučil sem se tudi, pač govorim nizozemsko, no, tako da imel sem svojega učitelja. So ti ga dali v klubu gor ali si ga sam iskal? Ja, navijač kluba, mislim, zaprosil sem v klubu normalno, ker je se mi zdi, da je jezik, recimo, ko prideš v neko tujo državo, v drugi klub, to je sigurno dobra informacija, mogoče za mlade, ko bojo en dan šli ven, je ta, da ljudje zelo cenijo, če se ti potrudiš in trudiš govoriti njihov jezik. Saj Belgiji, Nizozemski, na Nizozemskem, vsi govorijo angleško, perfektno angleško, v bistvu. Zdaj imajo pa res radi, če se ti trudiš, tudi če kdaj kaj narobe poveš, ampak ja. In jaz sem se naučil, tudi ni spet, je malo trd jezik, ampak ni težko da se naučiti, bolje volja in ja. Koliko jezikov pa zdaj ti govoriš? Ja, koliko, par jih govorim, ne, zdaj italijansko govorim tako, glede na to, da sem z Gorice, bi lahko boljše. Prodati ne morejo, ne? Angleško, ja. Da. To je to, portugalsko osnove, ampak ne dovolj, da bi se lahko sporazumeval, tudi malo pozabiš čez leta. Okej. Od vsega tega pa rečemo način treniranja, če gledaš, ne, te različne države, pa rečemo, da ima Turčija dala stran, ne, Nizozemci pa Belgijci imajo dosti podoben način treniranja, ali se precej ločujejo? Ja, Belgija mogoče nogometno tako, taktično bolj zaprta, bolj organizirana, Nizozemci pa zelo dosti poudarka dajejo igri 1-1, nekim protinapadom, zato tudi tam pada dosti golov. V Belgiji mislim, da je dosti težje dosegati zadetke. Je pa res, da imaš pa ekipe normalno, ki so pač na top nivoju, imajo top igralce in da pa znajo vse, tako da
Ker na Ja. Nizozemskem v tem obdobju, ko si ti bil gor, je bilo tako zelo tipično, ne? Prvih 15 minut dinamična tehnika, pa potem igralna oblika, pa potem veliko te igre 1-1, 2-2, a to drži? Ja, zelo dosti, zelo dosti. Mislim, da tudi že v mlajših selekcijah da dosti poudarka te neki svobodi igralcem, kar recimo mogoče v Sloveniji, po mojem mnenju, je še premalo, da se v bistvu pusti igralcu narediti napako, ker pač napake so sestavni del nogometa. Ampak da se igralci razvijajo, da si upajo, tako da ja, zato pa imajo, potem tudi ustvarjajo dobre wingerje, igralce s potezo večne. Tako da, ja. Bi rekel tu mogoče edino to, ne, da napake, ja, so sestavni del nogometa, ampak je osnova za to, da se nekaj naučimo, ne, ker prvo moramo narediti nekaj narobe, zato da lahko naredimo pol nekaj prav. Ampak ko si tako rekel, ne, v primerjavi z Portugalci je pa verjetno to vse nek drug svet, in glede načina treniranja in glede igranja samega. Ja, mislim, ja, spet ok, še vedno so ok, skupno je Belgija, Nizozemska še vedno zelo organizirano, taktično dobro postavljeno, ne. Portugalska, mi sem sicer imel top trenerja, sem imel to srečo in je bil taktično res na vrhunskem nivoju. Je pa dajo dosti poudarka spet tem, mislim, oziroma ne, da dajo oni dosti poudarka, ampak so igralci dokaj individualisti, ne. V bistvu dosti krat pretiravajo, dosti je Brazilcev, normalno, in igra vsak zase, ne. In se Veliko mogoče rešuje 1-1, ne. nekih tistih zadnjih 35 metrov nasprotnikovega gola se v bistvu tam ni več taktik. Tam je probi dobiti žogo nekako, če ti jo bo kdo podal, in pol probi nekaj sam narediti, kaj drugič ne boš več dobil, ne. Ali pa čakaš, da ko šutne, da je odbita, da jo pospraviš noter, kaj. Tako da ja, v bistvu ni nekih uigranih nekih akcij, ne. Tako da ja, je pa individualna kvaliteta spet na super nivoju, tam je res je dosti uličarjev, ne, je normalno. Brazilci tam niso tujci in ja. Ampak zdaj, ti si ravno ta generacija, se meni zdi, ko se je zelo veliko tehnoloških stvari dodajalo zraven. Se pravi, govorimo že, ne vem, se pravi, zadnjih 15 let nazaj smo skoraj prišli še iz onih VHS kaset zdaj na povsem pretočne vsebine, ne. Da govorimo potem ne o tem samo, ampak tudi, ne vem, od GPS-ov, ki so, ne vem, ne samo, da te spremljajo, ampak vse te loade in vse ostalo, od verjetno gor v Angliji si ves čas imel, so ti laktat merili, pa še vso mišično strukturo in še kaj drugega, ne. Kako si ti doživljal, rečemo, to novo tehnologijo, videoanalizo in vse ostalo, glede na to, da je v Sloveniji bilo verjetno precej manj tega ali pa manj natančno v tem obdobju. Se ti je tebi zdelo kot breme ali kot nek pripomoček? Ne, sigurno kot nek pripomoček. V bistvu z določenimi stvarmi sem se spoznal že v Mariboru, ne. Maribor je bil tako takrat že dokaj napreden, kljub temu, da so zdaj stvari še šle dosti bolj naprej, kakor so bile takrat. Pol v Angliji je pa bilo res dosti detajlov, ne. Od tega, da so gledali recimo neka banalna stvar, ali si ti dehidriran ali ne, ne. Urin, slino, vse to je bilo vsak dan, dobil si takoj napitek, dvakrat si prišel dehidriran na trening zapored, kazen. 50 sekund. Tako celo, ali kaj? Ja, seveda, ne, zato da pač, da v bistvu, da fante nekako po eni strani prisiliš, po drugi strani, da daš vedeti, da je to res pomembno, ne, da ti piješ dovolj tekočine, da ne vem, kdaj javljati poškodbo fizioterapevtom, da prideš, da narediš res, da si v bistvu fit na treningu, ne. Tako da ja, tam so, ne vem, ena smešna stvar, ker normalno v Angliji res dosti tekam, ampak, ne vem, ti si pred sezono si izbral svoj polštor, ki ga boš imel na busu, ne. Za hoditi na tekme, zato da te, ne vem, ok, prvo tekmo te ne bo bolel vrat, ne, ko bo prišla utrujenost, pa se bo vsaka malenkost poznala, ne. In tako da ja, so skrbeli res za vse. Zdaj sigurno, normalno, te GPS-i imajo, mislim, ok, GPS itak super je imeti, moraš imeti pa tudi strokovnjake, ki znajo te stvari brati oziroma jih pravilno oceniti,
kaj je pomembno za, ne vem, določeno pozicijo, za določen tip igralca. Na Nizozemskem so dali recimo dosti poudarka na hitrostno intenzivne teke, ne. Pač šprint in normalno, tempo je vedno večji, se mi zdi, da nogomet se tako, v tej moji karieri, da se je spremenil, da je v bistvu, da je atletski del izjemno pomemben, ne. Ti v bistvu, če nisi vrhunski atlet, težko igraš na top nivoju, oziroma ne moreš, ker ne vem, okej, mogoče dobiš 1, 2 še fantazista, ampak ja, to je to sta 1, 2, ne. Ja, včasih si lahko na sredini obstal, ne, pa počival, danes moraš priti nazaj že na 35 metrov. To normalno, ne vem, reakcija po izgubljeni žogi, vse to v bistvu s temi posnetki s treningov, droni, že na stadionih imajo mogoče kamere, ke spremlja igralca, do tega, da, ne vem, imajo fizioterapevti svoje neke stvari, s katerimi mogoče predvidijo poškodbe, oziroma da jih probajo predvideti, da jih zmanjšajo na neki minimum, ne. Glede utrujenosti in podobnega, tako da, ja, ne, te stvari so šle res naprej in je v bistvu res vsak detajl pomemben, ne. Kaj to, samo toliko, da se vrnem nazaj, za tisto, ko si rekel za dehidriranje, potem ti si ponavadi že zjutraj vedel, ne vem, ko si šel na WC, po barvi urina približno, a si dehidriran ali nisi, pa hitro še 1 liter vode, da spiješ, ali kaj? Ja, ne, ti si oddal vzorec, je bilo konec. A ja, to je bilo. Prva stvar, ke je bilo, ti je prišel s flaškico tam in, ne, tako da ja, ne, to je bilo res poštimano, tako da, in normalno, to vpliva vse na regeneracijo, ne, ker mogoče kdaj pozabimo, ne, mislim, pozabimo. Regeneracija je v bistvu dostikrat dosti bolj pomembna kakor sam trening, ne. Vse ostale stvari poleg tega nogometnega treninga na igrišču so najmanj enako pomembne kakor sam trening in tako da ja. Kje ti je bilo pa recimo najtežje potovati, v kateri državi ti je bilo najtežje, da potuješ iz ene tekme na drugo tekmo? Saj ne vem, v Sloveniji, ke pride gužva na avtocesti. Ko moraš iti v Mursko igrat, ali kaj? Ma ne, mislim, itak ekipe imajo, ko greš z avtobusom, v bistvu lahko nekako, V Angliji ste z avtobusom vozili se, ali kaj? Ja, Večino. v Italiji, odvisno, kaj je bilo hitreje, ne, ker, prav različno, no, tako. Tako bom rekel, ampak je bil avtobus, ni da ni, pač ti si gor spal, ko da nisi vedel niti, da se voziš do kuharja si imel, tako da ja, je bilo poštimano. Saj ne vem, kaj bi rekel, Nizozemska so majhne razdalje, tam je vse z busom, Belgija isto, tako da ja, mogoče še Turčija, ke ke je bilo tako, kdaj organizirano, ne vem, da si šel, da si z letalom letel, na tekmo, si igral v Istanbulu in pol po tekmi, ke si jo končal, letala za nazaj ni več bilo in trener ti reče: imaš dan, 2 fraj, družina mi je v Ankari." In zdaj kaj, da jaz samo ostanem v Istanbulu in, ne vem, grem pohajat ali da grem z busom nazaj 8, 9 ur, ne. Ker letal ne moreš si, oni so ti kupili tisto karto za na tekmo, za tja, za nazaj jih ni brigalo. Sem rekel: "Evo, bus in če hočeš in če ne, ostani." In normalno, dosti igralcev je pač ostalo, ne, ostalo za vikend, v Istanbulu, jaz pa sem imel takrat, družino ves čas zraven in, sem fičal domov. Ja, pa kaj, pol ste, ne vem, ostali so 2 dni bili v Istanbulu, pa so potem v ponedeljek leteli nazaj v Ankaro, ali kaj? Tako, ja, pol si pač sam si se organiziral, tako da ja. Njih ni zanimalo? Ne, V glavnem, v ponedeljek se dobimo na treningu, ali kaj? Trener ti da 2 dni fraj in ja, njemu isto ustrezalo, tako da. Če si imel kake dosti velike specifike glede teh tedenskih ciklov. Zdaj, neka klasika je, ne vem, če gledamo sobota, ne, tekme, je nedelja regeneracija, ponedeljek prost in potem pač, ne vem, treningi, torek 1 do 2, sreda 1 do 2, četrtek 1, petek 1, sobota tekma. Si imel kaj posebnih specifik, recimo, če je bil normalen tedenski cikel?
Ja, mislim, najbolj je bilo recimo v Cardiffu, ko nisem, v bistvu tam je res dosti tekem, ne, med sezono in potoval sem ves čas zraven ekipe, pač bil na klopi oziroma, in naslednji dan sem mogel igrati normalno, sem šel, da sem imel minute, sem igral za drugo ekipo, ne. Tako da je bilo spet to potovanje, tako da ti nekako uniči ta ritem oziroma imaš zelo malo časa za regeneracijo, ker pol prideš nazaj iz te tekme in trener te hoče videti tam na 100%, ne. Tako da mogoče je bil tam največji rizik od tudi nekih poškodb, ampak na srečo sem tam šel dobro skozi. Tako da drugače pa, ma ne, povsod je bil dokaj podoben neki cikel, razen v Turčiji pač, sem rekel, tam je bilo, ne vem, tam je bilo res malo tako. Ja, si imel turškega trenerja tudi. Ja, pa sem imel turškega trenerja, ki je 3/4 kariere preigral v Nemčiji na top nivoju reprezentantu vse, ampak ja, on je pripeljal se pomočnika iz Sevilje, tam je postavil celo igrišče, to je izgledalo kot neko letališče z unimi stožci palcami. Si mislil, danes bomo pa dobro trenirali, ko je prišel glavni trener, je rekel, umakni vse, gremo 11/11. Cel teden 11/11, prišla tekma, nisi hotel igrati tekme. Tako da, ja, tam je bilo tako, no. Tam recimo, no, mislim pač je bilo slabo poskrbljeno glede tega, sigurno. Glede na vložek, ki ga imajo tej klubi tudi, ne, je to daleč prenizek nivo, ne. Okej. Daj reč mi, glede na to, ko sem že prej omenil, ne vem, si 18, 19, 20, verjetno precej drugače glava funkcionira, kot potem, ko si enkrat 26, 27, ne. Ko imaš enkrat družino verjetno zraven sebe, ko ti prihajajo, ne vem, ideje potem, da boš imel otroke in da bo treba tudi za te stvari poskrbeti, si znotraj tega, rečemo, kaj spreminjal svoj način dela ali pa pristop do trenažnega procesa, si kaj sam začel dodajati zraven, kar prej nisi počel? Ja, v bistvu, mogoče ena stvar, ki sem prej pozabil omeniti, recimo pri tisti prvi poškodbi, ne, je bila ta, da takoj sem poiskal tudi psihologa sam, ampak v bistvu z namenom za to, da ko bi se vrnil po poškodbi, da ne bi imel straha, ne, da bi izgubil čim prej strah, ker sem videl, oziroma sem imel informacije, da je bilo to največji mogoče problem igralcev, ko so se vračali po takih težkih poškodbah. A hkrati mi je v bistvu ta pomoč mi je dala prav nekaj drugega. Dala mi je to, da sem v bistvu dobil neko rutino pred tekmo, kjer sem v bistvu, ne vem, izvajal dihalne vaje, glede sprostitve, glede motivacije in vsega tega. Tako da in sem to pol držal kar dobro čez kariero, ves čas sem imel svoj ritual, preden sem šel spat ali pa tako, ali pa mogoče, ko je prišel neki trenutek, ko sem se rabil umiriti, ne. Tako da, Nam lahko zaupaš ta tvoj ritual, kak je, recimo, se pravi, ti, kdaj se začne tebi priprava pol na tekmo, če tako gledamo, en dan prej? Zvečer prej, seveda, ja. Preden sem šel spat, sem jaz odigral že svojo tekmo, po domače rečeno. Predstavljal sem si nekako tako, najprej sem z dihalnimi vajami se probal umiriti, dal sem si slušalke gor, poslušal psihologa, ki te v bistvu pelje skozi vso to pot in nekako prvo sprostil telo in potem si nekako zamislil situacije v tekmi, za kateri si želim, da se zgodijo. In tako da, ja, in dostikrat je pomagala. Si priklical te situacije, da si potem zabijal. Ja, Kak je pa ritem teh dihalnih vaj, imaš kaj posebej, ali je to samo te vodi ta tvoj psiholog skozi dihanje, ali je prav pač, ne vem, določeno, kaj bi naj delal? Ja, meni je to, v bistvu jaz sem šel do Mateja Tuška in on mi je v bistvu to svetoval in v bistvu nekako sproščaš telo od glave do pete, nekako to vso neko napetost, kakor ti on razlaga, če se ti res sprostiš tako, kot je treba, znaš tudi kdaj zaspati vmes, ne. Ampak to je dobro, ker se v bistvu se nekako pustil voditi in ja, si res pustil
pač napetost v mišicah in podobno. Tako da ja, v bistvu se nekako pač to, no, jaz sem potem CD-ju, ki mi ga dal in to sem delal. Kaj pa potem naslednji dan, zjutraj, kaj posebej? Naslednji dan, ja, recimo, če je zvečer tekma, jaz vedno naredim neko aktivacijo. To narediš sam. To naredim sam, če nimamo v klubu, ne. Imam pač določene vaje, ki sem jih delal že od 16. leta naprej. To je fitness ali je to igrišče? V fitnessu. Segrejem se in potem v fitnessu naredim par nekih takih atletskih vaj, ki so 3 značilne. naloge, 2 potega. Tako. Ja, kakšen počep, stopanje na klop ali karkoli, malo raztegovanja oziroma skoraj nič pred temi vajami, ne. Ampak to bolj samo v sklopu nekega segrevanja, ne. In potem, ja, predvsem potek in mogoče kakšno stopanje na klop, ampak to je tako. Za preživčenje. 2 serije po 3 ponovitve, ne, nič kaj Ja. takega. Tako da to je to. Ampak velike kile, ne? Ja, seveda, ja, da aktiviraš v bistvu vse mišice, ne. In tako da ja. Do tega si tudi prišel s kakim trenerjem individualnim? Ja, mi smo v Gorici in zdaj spet sodelujemo z Oliverjem Batageljem, on je atletski trener. In jaz sem v bistvu takrat naredil velik napredek, ko sem prišel v prvo leto k članom, glede normalno, mislim, da sem takrat v prvi sezoni pridobil kar nekaj kil mišične mase ampak da ta mišična masa, da je bila, mislim pač, da sem še vedno bil hitro eksploziven oziroma še hitrejši in še bolj eksploziven, ne. Tako da ja. Angleži te niso zaaktivirali, veš, oni so ti samo maso naredili, ne. Ja, oni so mi roke po treningu, namesto da bi šel z nogami v ledeno kopel, sem šel z rokami. Tako sem prišel na kosilo. Ti pa Adama Traore, Ja, tako sem prišel na kosilo, nisem mogel zrezati piščance, ko so se mi tresle roke od vseh vaj, ampak ja. Vsak ima svoj, oni so rekli, takrat recimo so mi rekli, ti noge imaš več kot dovolj močne, tudi več kot dovolj vaj se naredi na igrišču oziroma noge trpijo dovolj na igrišču, tam rabiš samo zgibe, ni da ni bench, ti moraš se fajtati z igralci, sem rekel, pa ne bom se sfajtal, jaz bom šel okrog njega, ne, ko bom hitrejši. Med noge pa v gol. Ja, samo ja. Kako imaš pa potem, rečemo, protokol tik pred tekmo, koliko si rad prej na klubu? 2 ure, uro pa pol ti je dovolj? Ja, jaz sem v bistvu med prvimi tam, ja. Sem med prvimi, rad se malo razgibam, če rabim kaj fizioterapevta. In če ne, pa že samo zaradi tega, da imam nek svoj mir oziroma da nimam nekih drugih motečih dejavnikov okrog sebe. To pomeni, da že povaljčkaš se, narediš kakšne gimnastične vaje, kaj od tega? Tako, ja, ampak to zelo malo, zato ker prijem že v bistvu fizično prijem že od jutranje aktivacije dobro pripravljen. Tako da bolj zaradi tega, da se v miru naštimam in malo muzike in gremo. Še zvizualiziraš 3 komade? Ne, pol pred tekmo pa ne več, pol pred tekmo pa ne. V bistvu se nekako pripravim že v bistvu večer prej in zjutraj, tako da tekmo prijem in odigram. Si znotraj te kariere tvoje tudi kaj prehrano spreminjal? Ja, sigurno, po prvi poškodbi spet, ne, ker v bistvu, ko si mlad, normalno ne daš toliko poudarka na vse te stvari, ne. Pol pa, ko te nekaj... Včasih tudi po kebabu šel na trening, ne? Ma ne, to ne. Šalim. To sem se vedno držal, tako da dosti prijatelj mi reče, da meni se bo zmešalo, ko da bom končal kariero, ker nisem nič kaj dosti žuril. Samo sem vedno šel s tem ciljem, pač meni to ni pomenilo prav nič, ne. Sem res posvetil vse. Sem pa normalno, sem pa spremenil, predvsem z tega vidika, da ves čas držim, probam držati svojo idealno težo, z leti je vedno težje držati, tudi sam nimam glih, narava mi ni glih dala, da bom bil verjetno suh, če se ne bom sam potrudil, ne, bom bil bolj podoben Ronaldu, če se sprostim preveč. In ja, sem pa nekako v bistvu, takrat sem nekako omejil mogoče zvečer recimo ogljikove hidrate, razen dan pred tekmo, in jih v bistvu probam zaužiti več za čas kosila in pa pol zvečer
zvečer so bile bolj sladke na meniju. Ja. Si to tudi z kakim strokovnjakom, da ti je svetoval, kaj, kako? Ja, od različnih sem pobral to, kar sem tudi kar je mojemu telesu se mi zdi ustrezalo. Vse moraš probati, mogoče nekomu ne ustreza, ne. Imaš igralce, ki bo prišli iz diskoteke boljše na tekmo, kot če bi vse pravilno jedli. Boljš, kot da naredijo dihalne vaje. Ampak ja, pol recimo v Mariboru, takrat v času Maribora, sem si poiskal tudi spet neko individualno pomoč. Takrat sem z Branetom Žibertom treniral individualno, tudi on mi je glede prehrane dosti svetoval, dosti pametnih nasvetov mi je dal. Fizično sem nekako regeneracijo, recimo sem delal z njim fizično pripravo, tudi normalno pred sezono, med sezono, ko se je kaj dalo dodati, sem tudi, tako da ja, sem izkoristil ljudi, ki se spoznajo in ki so mi v bistvu v resnici res dosti pomagali. Tako da, v glavnem, kondicijska priprava je vseeno zelo, zelo bila pomemben faktor tudi ob vsej tvoji tehnični usposobljenosti, ne? Sigurno, sploh mogoče vidim to razliko, ko pomislim za to, ne vem, 10-15 let nazaj, kakšna je bila Slovenska liga. Že takrat si naredil lahko lepo razliko, če si bil hitrejši, močnejši oziroma fizično dosti bolj pripravljen. Zdaj še mlajši prihajajo vedno bolj, ker so normalno, imajo toliko več pripomočkov, toliko, mislim, vse te stvari grejo naprej in imajo vso to pomoč. Dela pa še vedno veliko razliko tisti, ki so recimo ekstremno hitri, naredijo hitro veliko razliko v slovenski ligi, ne? Ali pa nekdo, ki je ekstremno isto močen, prav tako, ne, recimo Koper v lanski sezoni, če pomislimo, je imel enega igralca še manj, enega je imel, eden je bil fizično superioren in ga ni mogel noben ustaviti, drugi je pa s hitrostjo reševal vse, ne. Tako da, ja. Čuj, kako imaš pa ti potem po teh večernih tekmah, ko praviš, ne, tekma se igra, ne vem, 9, ob 11 spat, mislim, konc tekme, polnoči, enih rečemo še na avtobus, se pelja 2-3 ure domov, kdaj lahko zaspiš? Težko zaspim, po tekmah težko zaspim, čeprav zdaj prideš tudi utrujen od, normalno, tudi pridejo družinske zadeve, ni, ko si sam recimo, si v bistvu sam za sebe, ne. In imaš ves čas na voljo za počitek, ne. Pol ko pride družina, pa včasih moraš tudi, normalno se moraš tudi njim posvetiti, ne. In pride ta utrujenost po tekmah kdaj tudi večja, tako da me tudi zdaj mislim, zdaj, ko sem starejši, me malo prej pobere, se mi zdi, hitro zaspim. Ja, zdaj lažje. Ni več toliko adrenalina ali si pač bolj utrujen, imaš občutek, da si bolj utrujen, ali kaj? Utrujenosti, ja, se mi zdi, da tako, pa tudi, če bi si rad pogledal kakšne posnetke, kdaj, ne vem, določene situacije v tekmi me zanimajo ali pa in bi rad videl, kaj je bilo takoj, ker imaš tudi normalno svež nek občutek iz tekme, in včasih mi uspe, včasih zaspim pred televizijo. Rad takoj pogledaš pol te svoje poteze, ki jih imaš, pa analiziraš, a to delaš tudi rečemo pred tekmo, ne vem, da si pogledaš ti branilce, kako funkcionirajo, kaj radi zapirajo, kam radi igrajo, sam delaš kakšne taktične analize tudi, ali to prepuščaš izključno trenerjem? V tujini so nam vse trenerji, ne, pripravili za vsakega posebej in si dobil vse informacije, več kot dovolj. Je pa res, da si mogel vzeti čas in se na to pripraviti, ne. Zdaj tudi tukaj imamo ekipno, imamo analize normalno in pred in po tekmah. Zdaj sam si pogledam v bistvu tiste stvari, ki mene zanimajo, kako sem odreagiral, ker na igrišču vidiš popolnoma drugače, kot se vidi s tribune na televiziji in vse normalno, ne glede na starost, vsako tako neko izobraževanje ti lahko dosti prinese, ne. Zdaj pa, da bi se pa prav ubil s tem, to pa ne. Včasih odigraš slabo tekmo, recimo, včasih je boljše nič pogledati in odmisliti in Iti na trening pa poiskati neko novo priložnost. Če imaš pa odnose ti rečemo z mladimi talenti, prvo te bom vprašal, si ti kot mlad talent se obračal na te svoje starejše kolege?
Ne, in ti si v Gorici, kot smo prej rekli, si igral pač, ne vem, z Ostercem kot starejšim kolegom. Ne. Je on, rečemo, si se kdaj posvetoval s starejšimi, pa si jih spraševal, ne vem, čuj, kako si pa ti to naredil, zakaj si pa ti tako, ali pa kaj ti vidiš. In kako imaš ti danes, rečemo, občutek, mladi igralci v odnosu do tebe, ki si zdaj starejši izkušen? Ja, se mi zdi, da to se je dosti tudi spremenilo, ne. Saj tudi mi smo bili, ko smo bili mlajši, smo bili dokaj tako samozavestni in mislili, da vse vemo. Ampak še vedno se mi zdi, da smo imeli več tako prvič respekta do vseh teh starejših in kar so ti rekli, si jih poslušal, ne. Zdaj, ja, jih je vedno težje nadzirati, ampak jaz zdaj spomnim se, ko sem bil mlajši in recimo prej sem omenil Osterca, bil je Demirovič, bil je Kršič, bil je Kovačevič, bil je Pirih, Srebrnič kot trener, kot igralec. Bilo je res dosti teh starejših z izkušnjami, ki so že sami od sebe nam pomagali. Zdaj je bilo pa normalno na tebi, zdaj, če si ti hotel jih, si jih želel poslušati in upoštevati nek njihov nasvet, si, ne. In jaz sem se dosti naučil res od njih in se mi zdi, da so mi res ogromno pomagali, sploh na začetku. In jaz maksimalno probam pomagati tem mlajšim, ne. Je pa res, da na nekoga moraš kdaj povzdignjen glas, nekomu moraš na lep način razložiti. Zdaj pa je pa na koncu na mladih, ne, na koncu si sam od sebe odvisen. Tako kot v življenju, isto v nogometu. Poskušaj, če ti je nekdo pripravljen pomagati, ga poskušaj poslušati. Zdaj, če se ti zdi, da bi ti bo to pomagalo, ga upoštevaj, če ne, pač deli svojo glavo, ker na koncu sam odgovarjaš za svoje odločitve in poteze, ne, tako da ja, so pa, moram reči, da v naši ekipi kar nekaj mladih tako talentiranih, pridnih fantov, ki so delovni, tako da upam, da bo tako še naprej in da bo napredovali, recimo, ne, ker lansko leto so naredili lep preskok in zdaj, če mi starejši malenkost pomagamo na tej njihovi poti, smo svojo nalogo naredili, ne. Zagotovo. S tem, da ponovno, ne, da ne bojo prehiter mislili, da so dosegli neko točko, ne. Verjetno ti v tujini si pol zelo hitro videl, da koliko je še treba dodajati in dodajati in dodajati, če hočeš pač vzdrževati nek nivo ali pa biti v koraku sploh s to tujino, ne. Mislim, kamorkoli prideš, ti se moraš vsak dan dokazovati, ne. Tudi karkoli si naredil v preteklosti, jutri se že pozabi, ne. Tako da mogoče ti da nek kredit za kratek čas, ampak ja, je sama ena borba, da ostaneš na vrhu, ker višji nivo, ko je, večja konkurenca, več je ljudi, ki ti želijo slabo, zato ker pač bi radi oni bili na tvojem mestu oziroma bi radi nekoga drugega imeli tam. Tako da ja, borba. Čej, koliko let še misliš igrati? Je bilo po moje, bi igral do 50. Boš ko on Japoncev, kaj že. Toliko, kolikor imam rad nogomet, ja. Ampak ja, glede na moje poškodbe, bomo videli. Mislim, uživam vsak trening, to zjutraj, ko se zbudim, ko me čakam, vsako tekmo. Tako da upam, da bom bil zdrav, ampak ja, je pa res, da se konec kariere sigurno približuje in ampak ja, dokler bom na igrišču, bom probal uživati in dati svoj maksimum, da pomagam ekipi. Ampak glede na to, da si tako, se mi zdi, da starejši igralci, ko psihološko začnejo postajati utrujeni, ne, se pravi, da je težko iti na trening, da takrat se po moje kariera potem tudi zaključuje. Zdaj, ko si rekel, ko me čakam, ali še zagotovo 4-5 let boš igral, kaj? Ne, mislim, moja glava je, kot da bi imel 18 let. Moja želja po igranju nogometa je isto. Ne. Jaz pač bom verjetno mogel zaključiti, ko mi moje telo ne bo več dovolilo. Fizično sem v redu nivoju, problem so pač vse te moje poškodbe, ki ti pa v bistvu nekako skrajšajo kariero, ne. Sigurno ti skrajšajo, zato ker vplivajo na tvoje telo, ne. Material ne drži več, ne. Tako. Ampak
glede na vse to, kar si zdaj meni govoril, ne, verjetno imaš željo ostati potem v nogometu naprej noter, ne, kar je tudi meni en zelo tak, moram reči, da sem vesel, ko gledam predvsem zdaj svoje igralce, ne, ki so, ne vem, nekoč igrali ali pa smo jih trenirali, pa so ali zaradi poškodb ali zaradi tega, ker pač so bile kakšne druge težave, ali pa zaradi tega, ker so zdaj že mogoče tudi toliko stari, ne, nekateri, da počasi zaključujejo kariere ali pa so že zaključili, ne, da ostajajo v nogometu. Kje se pa ti vidiš, rečemo, v prihodnosti? Je, da bi imel prav neko izrazito vizijo, je trenutno še nimam. Mislim, vidim stvari, v katerih lahko pomagam, in bi si želel pomagati, ampak ja, se mi zdi, da vseeno boljše, da držim fokus na igranju nogometa, ker vseeno tudi v prvi slovenski ligi moraš biti na 100% vsak dan. Ne moreš igrati drugače. Tako da ja, bi pa sigurno ostal v nogometu. Izobraževati bi se šel absolutno še dodatno, recimo z nekimi trenerskimi licencami in podobno. Sploh zdaj, ko se mi zdi, da prihajajo mlajši ljudje, ki nekako ti predajo neko znanje in neke vizije iz tujine, in se mi zdi, da ta stvar je končno se začela spreminjati tudi v Sloveniji, da napreduje tudi iz tega vidika, ne. Bi se sigurno izobraževal, čeprav ne vem, no, če zaenkrat ne bi bil trener. Ne bi bil trener, okay. Bi se pa šel zaradi svojega znanja, zaradi nogometnega znanja, bi se šel normalno dodatno izobraževati, ne. Okay. Bomo videli. Nisi se še odločil, v kateri vlogi, ker je zelo velika razlika je biti na igrišču, ne, ali pa biti ob igrišču, ali pa biti na tribuni gor, ne, tako da tu so velike razlike. Ne, se strinjam, jaz tu iz tega vidika, ne, da mislim, jaz tisto stvar, za katero bi se odločil, da bom delal, bi rad bil 100%, ne. In zdaj, če se bom odločil, da bom en dan pa imel željo, zdaj bi pa bil trener, ja, moj cilj je, da, ne vem, da bom naredil še boljšo kariero, kakor sem naredil kot igralec. Se pravi, normalno, Slovenija in tako, tujina in podobno, ne. Ampak bolj normalno. Bomo videli, no. Dosti odtehta tudi družina. Spet moraš biti, recimo kot trener, moraš biti si v bistvu spet še več noter v nogometu kot igralec, no. Imaš še manj časa za družino, jaz zdaj s 3 otroci, se mi zdi pošteno od mene tudi, da njim omogočim, da imajo čim lepšo mladost in da se jim posvetim, da jim posvetim tudi svoj čas, ker mogoče ga nisem imel do zdaj toliko časa, ne. Zdaj, glede na to, da si v karieri imel kar nekaj takih dobrih trenerjev, prej si Espirita Santoša omenil, ne, kdo ti je največ tako vpliva naredil na tebe, pa da nam Milaniča pa še koga drugega slučajno pozabil, ne? Ja. Ma ne, sigurno vsi, vsak ti nekaj da, ne. Prav od prvega do zadnjega. Zdaj, ne vem, če bi rekel pa po neki kvaliteti in podobno, so pa, je Nuno sigurno res top trener, Milanič za moje pojme top trener, in tako, bil je Solskjaer recimo teh eden večjih, ne, v Cardiffu takrat, ki je bil prav drugačen, ampak isto res super trener, tako da. Zdaj, kdo me pa Kaj pa je bilo pri njemu toliko drugačno, ko si zdaj rekel, je bil drugačen? On je mogoče ni imel spet toliko izkušenj, ker je šele začenjal, ne, svojo neko trenersko pot, ampak je imel izreden občutek kot bivši igralec, kako so neki ti medčloveški odnosi v ekipi, in je znal spraviti to skupaj, ne. Nekako narediti zadovoljne vse igralce, tudi tiste, ki mogoče v tistem trenutku niso dosti igrali, in pa normalno napadalce nam je dal dosti koristnih nasvetov, ne. Tako da zdaj taktično Milanič in Nuno sta bila top, ne.
Tako da ja, mislim, da imamo v Sloveniji res dobre strokovnjake, ki jih včasih podcenjujemo, ne? In so na nivoju svetovnih trenerjev, samo prvo jih moramo mi začeti ceniti, če si želimo, da jih bodo cenili tudi v tujini. Midva sva tekmo drugače odigrala, smo v podaljških noter, tako da veš, ne. Mhm. Ampak tu rečemo, bi te še vseeno vprašal, od teh trenerjev, kaj je rečemo bilo tako od nasveta, ko si ga dobil od nekega trenerja? Tako si rekel, ne vem, Solskjaer se je mogoče malo tako več iz igralnega dela ukvarjal z nami, ne. Kaj je bilo tako, da ti je reklo, to pa nisem nikoli poštudiral, ne, ali pa ne vem, to je pa ful dober nasvet. Je recimo samo gibanje, ne, non-stop recimo za napadalca, moraš non-stop biti recimo aktiven v 16 metrov. Največ golov pade v 16 iz 16 metrov, ne. Kje biti, ne, vedno priti pred igralca. Zaključek iz prve, ker višji, ko je nivo, manj časa imaš in včasih recimo mi je pol to delalo težavo, ko sem v Sloveniji imel, bi si lahko celo vstavil žogo v 16 in jaz sem pa na prvo odreagiral, ampak sem bil tako navajen. In recimo tle mi je tudi, moram reči, Gliha mi je takrat dal dosti recimo takih nasvetov glede tega, ne, in sem zavil na način, kaj on hotel, no, tako in z vsemi temi njegovimi nasveti, ne. Tako da ja, od vsakega sigurno se nekaj naučiš, ne. Tako da. Kaj bi pa ti iz vidika svojega dela za nazaj, bi kaj spreminjal? Če bi danes gledal, ne vem, bi čemu se več posvetil, čemu manj posvetil, koliko smo prej govorili, ne vem, hrana, ti si govoril tudi o meditacijah, ne vem, individualen pristop, kot kondicijski del ali kot tehnični del ali kot taktični del, bi kaj spreminjal znotraj tega? Mislim, sigurno vso to znanje, ki sem ga do zdaj dobil in vse to, kar so mi dali trenerji in ostali v nogometu, bi sigurno prenesel že takoj, ko sem bil mlad, ne. Je pa res, da pač nogomet gre naprej, se razvija in tako bo čez 10 let, bo nekdo, ki zdaj začenja in bo delal vse to, kar recimo mu je danes na voljo, bo čez 10 let verjetno imel že druge stvari, ki bi jih rad že tako na začetku svoje kariere, ne. Tako da zdaj pa ne vem, drugače pa ne, mislim, jaz vem, da sem res prav vsak dan dal vse in naredil vse, tako da. Še vedno delaš vse? Ja, saj, če ne bi verjetno bi že težko vstal s postelje z mojimi koleni. Ja. Hotel sem vprašati tudi ta del, rečemo, če gledamo midva zdaj, ko govoriš, ne, vsak dan se vlaga, se napreduje, se akumulira znanje, imaš, rečemo, po tej dolgi karieri sploh občutek, da se še lahko kaj naučiš, ali imaš občutek, da to je to? Mislim, naučiš, glede recimo taktičnih stvari, ne, že sami neki sistemi v igri, to se vse skozi leta se spreminja, ne vem, jaz spomnim, smo bili mulci, smo vsi igrali 3-5-2, si prišel k Čanom, vsi 4-4-2, pol se je spremenilo v 4-2-3-1, zdaj igrajo 3-4-3, to se non-stop spreminja in ti se v bistvu ves čas moraš učiti, ne, ker se mi zdi tako, da se nogomet kar na enih 7 do 10 let se v bistvu popolnoma zamenja, ne. In stil, normalno, te velike ekipe postavljajo neke standarde, stile iger, ne, nekaj časa je mogoče bilo tako kot Barcelona, pol je Liverpool s tem visokim presingom in podobno. Tako da ja, to se lahko ves čas glede tega učiš, ne. Zdaj, drugih stvari pa normalno, pač fizično moraš biti na nivoju in formo pa normalno iščeš skozi treninge, ne, tako da z delom. Povej mi, kateri igralec, rečemo, ko si igral z njim ali pa proti njem, da te je tako najbolj impresioniral, da si rekel, kako je to, s katerega planeta je ta prišel? V Angliji si jih imel verjetno kar nekaj, pa tudi verjetno v Belgiji, pa na Nizozemskem, ne? Je recimo tako, glede tudi samega profesionalizma in vse to me je navdušil recimo Bellamy takrat, on je imel, mislim, da takrat 33 let in kljub temu, da je prišel iz Liverpoola, Manchester Cityja in je prišel recimo v Cardiff, kjer je bil cilj
potem smo tudi šli v Premier ligo, ne, se pravi, igral v drugo ligo. On je še vedno, njegov dan je bil posvečen nogometu od začetka do konca, imel je glede prehrane urejeno svojega trenerja in vse to, znanja imel nenormalno. Zdaj, kot nek talent, recimo je bil ta Ravel Morrison, bil res igračina, samo kaj, ki mu v glavi ni delovalo vse. Ni imel reda v življenju. Ja, in bilo je kar nekaj, ne. Recimo, ne vem, na Portugalskem, dobro, mislim, za njega se je videlo takoj, da bo Ederson golman, ne. Pa je bil leto pred tem je bil v Oblaku drugi golman, ne. Se pravi, in zdaj sta dva verjetno med top 3, ne, golmani na svetu. Tako da, ne, je bilo kar nekaj igralcev, tako so imeli res dosti znanja in si se lahko tudi dosti od njih naučil. Te je kjer golman posebej nerviral, da mu nisi mogel gola dati? Ma nervira me en mali, ki je prišel zdaj od mladincev tle, ki je v Gorici, ki brani vse. Ampak ne, se hecam. Ma ne, se mi zdi, da v bistvu se moraš skoncentrirati na neko svojo dobro lastnost, ne na vratarja, in vsakega se da premagati, tako da dosti sem dal gol, tako da. Dostim si ga zabil, ne, tako pa še si se odločil, da še ene parim in ga še boš. Ja, upam, da čim več, da bomo uspešni, ali tudi ekipno, ne. Ok. Kaj bi, rečemo, ti kot napadalec svetoval mladim napadalcem, na kaj se ne osredotočajo, ko pridejo, mislim, na igrišču? Tako. Na igrišču, ja, sigurno, ok, verjetno, recimo, misliš med igro? Ja. Tako, Lahko rečemo sam, kje iščejo, da se bo najlažje dosegel zadetek? Mislim, gibati se v širini 16 metrov, ne, nekako. Čim manjkrat se izvlačiti na bok, zadržati tisto prvo žogo, jo odložiti, da potem lahko ekipa pride zraven in da ti jo pripelje v zadnjo tretjino, pol pa tam moraš biti pa killer, ne. Tam pa v 16, vedno pred igralcem, zaključki s prve, koncentracija pred zaključkom, ampak to je spet, recimo glede tega zaključka, lahko dosti narediš sam na treningu, ne. Dostikrat ne rabiš je dosti moči pri udarcu, bolj je pomembna natančnost in hitrost izvedbe. Tako da ja, to, no. In ta neka želja po golu, ne. Kot napadalec moraš imeti željo po golu. Jaz vsako tekmo, ki ga ne dam, nisem zadovoljen, ne. Pač, Zaspiš tako. itak sem zadovoljen, če zmagamo, ne, ampak hočem dati vsako tekmo gol, normalno, zato ker s tem se hranimo napadalci in to nas mislim, vsaj mene osebno, to me osrečuje in samo tako si lahko uspešen, ne. Ja. Hotel sem vprašati, koliko golov si ti dal izven kazenskega prostora? Procentualno, jih je veliko, jih je malo? Ne, sigurno jih je največ v 16 metrov, ne. Bilo je nekaj prostih strelov, bilo sigurno lepih, šutov daleč, ok, ampak ne, noter v 16, po mojem 90% golov, ne vem, koliko so zdaj točne statistike, ne, to pade vse okrog 11 metrov, od 11 metrov do peterca. Ko prideš na zaključek, dostikrat vidiš ekipe, ko pridejo z enim, dvemi igralci na zaključek, kakor da noče nobeden dati gola. Moraš imeti 3-4 igralce tam, 2 na 16, ne, tako da ja, sploh pa napadalec ven ko pride žoga v 16, nima kaj delati ven iz 16-terca, ne, ker je njegova naloga enostavno to, da da gol in pomaga in reši ekipo, ne. Napadati gol pa predvidevati, kam se lahko žoga odbije. Ja, sigurno. In pa normalno, mislim, se potem dosti napadalcev se nekako, mislim, rodi, dobi ta nek instinkt, ne, in pol rečejo, ja, v temu se pa vse odbija, ne, to je feeling, ne, ali ga imaš, ali ga nimaš, če ne pa iskati svojo pozicijo v 16, ne, če nimaš tega. Ja. Ti si eden tistih glavnih manekenov na ABC nogometa, ne?
Oprosti, ni bilo mišljeno negativno, Ja, tam nekje, ne, ja, pač, ne. tisti, ko ne vejo, o čem zdaj govorim, ne, pač, isto Kavčič je naredil tudi pred leti DVD z raznimi tehničnimi vložki, kako v bistvu bolje upravljati žogo, se pravi ideje ali pa vaje za upravljanje žoga. In noter je tudi en kup raznih driblingov, kjer si ti v glavni vlogi, ne? Drži to? Ja, to smo na Šiški, takrat, ko sem bil na športnem razredu, smo ta DVD posneli. In v bistvu to so vaje, ker sem se jaz že ful mlad, sem se že spoznal z njimi. Sem imel srečo, da mi je en trener tukaj v Gorici dal takrat še kaseto in od Ajaxa. In v bistvu tam so Ajaxova šola je vse te vaje, mislim, ne vse te vaje, ampak dosti teh vaj jih je izvajala. In jaz sem v bistvu s temi vajami se spoznal nekje že pri 10 letih. In kaj je drugega, kakor to, da sem, mislim, pač, da sem te vaje izvajal, nisem imel, oziroma da sem igral na igrišču, ne, nogomet s prijatelji, tako da. In že ko mlad sem, jaz sem si vrgel kaseto noter, pogledal eno vajo, šel za blok in delal te vaje. In ko sem mislil, da jo izvajam dobro, sem poklical tato, kaj se ti zdi, meni da tako, in sem šel na naslednjo, tako da, ampak sem imel sam to željo, ne. Ja, razumem, ja. Včasih smo verjetno, kakšni sosedje so gledali, lega tega, ta ni lih čisto v glaži, jaz z nekimi unimi vajami Interesant, na parkingu, ampak ja. In v bistvu, ko smo prišli v srednjo šolo, in ko smo posneli ta CD tudi po metodah tega gospoda Kerverja, ne, so mi v bistvu bile te vaje že domače, ker sem jih znal pri 10 letih, ne, tako da. Tu mene zanima, ne, da malo napeljujem, ne, zdaj na ta glavno vprašanje, ne. Ti si, rečemo, obvladal, zdaj bom rekel, 15 različnih driblingov, ne. Recimo, ki ste jih tudi potem v gimnaziji vadili, drilali, ponavljali, tako, ne. Ampak koliko jih pa ti uporabljaš na igrišču? Mislim, vsi te driblingi bolj ti da nek občutek za žogo. Ti še vedno moraš imeti nek svoj dribling, ki vidiš, da ti uspeva, oziroma ki ti daje nek rezultat, da greš mimo igralca. In tega, po mojem, moraš izpiliti do potankosti, probati izpiliti, ne do potankosti. Ti ne rabiš 10 driblingov. Če si dovolj hiter, si samo da je žogo mimo, brez veze driblati. Tebe te zanima gol, igra se za gole. Vse ostalo je cirkus, ampak če pa znaš, normalno, ko imaš neko svojo potezo in da jo izpiliš do konca, je za izkoristiti, ne. Meni v bistvu te vaje so mi dale bolj občutek za žogo, ne. Tudi ne vem, samo žongliranje. Vidim kdaj fante, pa jih naredijo 10, ne. Ne vem, jaz sem pri 10 letih, in te številke ne bom pozabil nikoli, po mojem še na smrtni postelji bom povedal, sem jih naredil pri 10 letih, sem jih naredil 849. In mi trener ni verjel, ko smo enkrat je v bistvu ena anekdota, tako, smo prišli na trening in nas je trener vprašal, ste naredili domačo nalogo? Dosti jih je gledalo, ne, kaj pa, ne, jaz ste žonglirali, ne, koliko ste jih naredili, in on si zapisoval rezultat. Imel je sina, ki je bil zelo perspektiven in tako, in je hotel v bistvu nekako pohvaliti svojega sina, ne, da on jih pa naredi enih 400, ne. Ko je prišel do mene, po priimku sem bil normalno med zadnjimi, in ko sem rekel 849, ne verjamem. In mi je postavil kvadrat, igralcev okrog in sem mogel pred njim. In ko sem prišel na 700, mi je vzel žogo in rekel, gremo zdaj trenirati. Ja. In na koncu v bistvu to je samo drill, ki ti da nek občutek za žogo. Isto kakor zaključki, če ti vadiš ves čas malo mrežco, ti boš prišel na tekmo, udaril boš po žogi in žoga bo šla tja. Ti ne boš brez razmišljanja udaril, ampak boš ti imel že ta občutek, ne. Tako da ja. Je treba ponavljati, ponovitev. Sigurno, ja. In ko narediš 700, pa ti trener vzame žogo, veš, da si zmagal, ne. Ja. Ja, trener ni bil jih najbolj vesel, ne.
Čuj, kaj bi na tem mestu, rečemo, potem generalno igralcem svetoval iz teh vseh svojih izkušenj, ki si jih nabiral? Prvo je to, da kot mladi morajo oboževati nogomet, ne. Pač, da vzljubijo to igro, pol pa na poti je itak 1000 dejavnikov, od sreče do zdravja, do pravilne nogometne izobrazbe, do res dosti dejavnikov, ampak ti moraš vztrajati, ker včasih ni enostavno se prebiti, sploh recimo mogoče iz mladinskih kategorij v člansko in ko pridejo težki trenutki, vztrajati, ker nekaterim se odpre pri 16, nekaterim pri 25, ne. Tako da, če imaš rad nogomet in da boš vztrajal, boš imel možnost, drugače je ne bo niti za 1%. Gledaš kdaj tekme mlajših kategorij slučajno, U9? Ja, šel sem gledat sinovca igralca in tako, drugače pa kadete mladince grem kdaj pogledat, ko imam čas. Kaj bi pa staršem svetoval na drugi strani, ko so dostikrat tako na tribunah, pa jih pol poslušamo? Ja, starši so eni glavnih pomembnih oseb normalno na poti vseh teh mladih. Prvo je to, da ne stavijo prehitro pritiska na svoje otroke, ne jih pustijo, ne pritiskajo na trenerje, ker trener je tam tako kot učitelj, zato da jim da znanje. Včasih so stvari, ko mogoče nekdo ne igra, mulca takoj spodbudi, da da več od sebe, ker če ti pa vse preveč enostavno, vse podarjeno, te prej ali slej te zmanjka, ne. Tako da spodbujati svoje otroke to, da živijo zdravo in da se pač ukvarjajo s športom, ne. Zdaj pa ne delati Messi in Ronaldo to že, ko so otroci. To ne pripelje nikamor. Sva kaj posebej pozabila, da bi morala? Veliko smo obdelali, veliko je vmes bilo vprašanj še, ko bi te jih še spraševal, ampak sem poskušal pač zajeti, glede na to, da imaš res pestro kariero, ne samo dolgo, ampak tudi pestro kariero, probal zajeti predvsem te bistvene stvari iz tega, pa predstaviti, kako izgleda eno tako pestro življenje nogometaša. Ja, upam, da sem kaj pametnega povedal in da se bojo mlajši mogoče kaj naučili iz kakšne informacije in tako. Tako da, ja, to je to. Okej, hvala ti, da si bil moj gost. Upam, da boš zdrav. Ja, obvezno. Pa da jih boš daš zabil letos, ne, da Gorica ostane v ligi noter. To vam je verjetno prvi cilj, ne, da se stabilizirate. Ja, sigurno. Sigurno, ker je ekipa je taka, je prava, je mlada, ampak je prava. In okolje, že samo okolje si zasluži, da ima prvoligaša. In meni je v bistvu po domače tako, meni je malo misija samemu sebi, da pač pomagam klubu, da se stabilizira in da omogočimo mlajšim, ki prihajajo gor, da bodo imeli vse pogoje oziroma čim boljše pogoje za to, da nekateri izmed njih tudi uresničijo te svoje sanje, ne, kako nam je uspelo mogoče nam. Okej, dobro. Pa jaz še sam odpiskam tale najino oddajo, počakaj še imamo pol eno prošnjo še imam za tebe. Okej, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaja iz Centra Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate ne v pogovorih, ne le samo v pogovorih in spoznavate nogomet, ne le samo v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat, če so vam oddaje všeč, sledite nas, všečkajte, s tem boste zagotovo pripomogli, da bomo v prihodnje naredili še boljše in dodatne vsebine. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lep pozdrav.